Pozdravljeni. Danes je na vrsti prispevek pred kvalifikacijami Velike nagrade Bahreina. In poglejmo si skupaj, kaj nam je pokazal prvi in predvsem drugi prosti trening. Preden se spustimo k našim malce bolj tehnično obarvanim temam, dovolite, da se za nekaj trenutkov ustavim še pri tako imenovani aferi Horner. Včeraj v večernih urah smo lahko videli izjavo za javnost, ki so jo izdali pri Red Bullu, kjer lepo piše, da vsa preiskava, ki so jo sprožili, je dokazala, kako je bil Christian Horner enostavno nedolžen. Ne bom se sedaj spuščal v podrobnosti, kaj se je dogajalo in zakaj so se tako odločili. Smatram, da so korektno vodili postopek in zgodbo bi lahko zaključili tu. A menim, da se moramo ustaviti pri določeni tipologiji virov, ki pišejo o formuli 1. Nekateri so Hornerja smatrali za krivega enostavno od prvega trenutka. In tudi še nekaj ur pred to razglasitvijo smo lahko brali, kako bo Christian Horner izgubil svoje mesto glavnega odgovornega pri ekipi Red Bull. In to so trdili, sklicujoč se na zanesljive, neimenovane interne vire, ki so samo njim zaupali to skrivnost. In verjamem, da marsikdo je zadevo dobesedno prepisal iz tistega, kar so objavili na znani televiziji Sky. A to ni važno. Tudi nizozemski The Telegraph je bil eden izmed tistih virov, ki je to zgodbo potenciral. In sedaj si sam želim, da Christian Horner bo dobesedno tožil vse tiste, ki so ga obrekovali brez osnov. Ampak danes je verjetno dovoljeno o nekom pisati karkoli in na koncu se niti ne opravičiti. Tudi verjetno v vašem priljubljenem viru, kar se tiče novic Formule 1, ste lahko zasledili kaj podobnega. Ampak da bi nekdo dejal, oprostite, Horner ni bil kriv tistega, kar smo ga obdolžili pred kratkim, verjetno ni in ne bo videl nihče. Moje stališče glede Hornerja in tistega, kar bi se moralo zgoditi, je bilo nakazano v mnogih prispevkih. In vsakdo, ki sledi, je verjetno začutil, da sam sem nekako verjel, da se bo zadeva končala tako, kot se je. A što je, kot običajno, za moje osebno videnje in moje osebno mnenje. Horner in Newey sta na delovnem mestu in poglejmo si tudi mi, kaj je bilo zanimivega pred začetkom dogajanja na sami Veliki nagradi Bahreina. Kot običajno, na samem začetku nekaj minut za tehnične novosti ter zanimivosti. In tu bi lahko dejali, da bomo predvsem govorili o zanimivostih, kajti tehnične novosti takoj po predsezonskih testiranjih so rahlo optimistične. Če je kdo izmed vas zasledil dokumente o spremembah pri določenih bolidih, ga moram malce pomiriti. Gre za spremembe, ki so bile opažene med sezono 2023 in 2024. O spremembah smo obsežno govorili v vseh tistih prispevkih, kjer smo obdelovali te novosti. In kogar je to zanimalo, je seveda vse te spremembe videl že prej. A danes si bomo ogledali kar nekaj zanimivosti. Najprej različno konfiguracijo zadnjega aerodinamičnega profila, tako pri Ferrariju, kot pri tovarniški ekipi Mercedes in na koncu tudi pri Red Bullu. Vidimo lahko že s prostim očesom,
da tisti glavni profil pri samem Ferrariju ni tako poudarjen, kot vidimo pri Mercedesu in predvsem pri Red Bullu. Drugačna aerodinamična konfiguracija ali tudi drugačne zahteve oziroma razmerje med oprijemom pogonske osi in samim zračnim uporom. Kdo je imel prav, kot običajno bo pokazala proga, ampak tu še ena malenkost. Govorili smo o izjemno domiselni obliki pokrova pogonskega sklopa Red Bulla RB20. Na teh fotografijah v bistvu ne vidimo nič novega, ampak lepa priložnost, da jih vidimo malce bolj od blizu in iz različnih zornih kotov. A verjamem, da mnoge izmed vas zanima, kakšen je prednji aerodinamični profil pri Mercedesu dvojni V15. O tem sem pred začetkom velike nagrade napravil seveda prav posebni prispevek. In vidimo lahko, da brez težav so skozi tehnični pregled šli s tisto varianto, ki smo jo videli na testiranjih. Na tej fotografiji še zanimivost. Tam pri tistem spoju je lepo vidna folija. Ni nam jasno, zakaj jo niso odstranili, ampak to nam kažejo fotografije. In še ena malenkost. V istem prispevku smo govorili tudi o tem, da pri tovarniški ekipi Mercedes imajo možnost dveh različnih nastavitev, kar se tiče zadnjega sidrišča, zgornjega trikotnika prednje preme. Kaj so si izbrali za veliko nagrado Bahreina? Zgornji položaj. Vsaj tako nam kažejo fotografije. In še zanimivost. Primerjali bomo aerodinamične koncepte bočnih struktur. Na tej fotografiji lepo vidimo razliko med Red Bullom RB20 in naprimer Aston Martinom AMR 24. Vidimo, da v zadnjem delu je v bistvu oblika čisto nekaj drugega. Naprimer pri Red Bullu so delali bolj na tistem zgornjem zračnem toku, pri Aston Martinu so malce bolj pazili tudi na tisti spodnji, ki gre po tisti vdolbini med samo bočno strukturo in seveda dnom. A po drugi strani lahko vidimo, da pri Mercedesu ima dvojni V15 dokaj sofisticirane oblike, ki nekako posnemajo vse tiste organe, ki so v notranjosti. Ferrari SF pomišljaj 24 pa izgleda, da ni še prišel te faze samega razvoja, ko bi skušali samo obliko bočne strukture nekako prilagoditi. In tu zopet zanimivost. Posnetek, ki smo ga videli, ampak ne tako od blizu. Red Bull RB20 brez pokrova pogonskega sklopa, kjer lahko vidimo v bistvu razporeditev hladilnikov. In seveda v samem drugem prispevku, ki je obdeloval predstavitev tega modela, smo videli nekaj podobnega, le da je tokrat posnetek bistveno višje kvalitete. A če smo sedaj govorili o malce subjektivnih zadevah, oglejmo si še neko zanimivost, ki bo zanimala marsikoga izmed vas. Pridobil sem graf, kjer lahko vidimo, kakšno razmerje imajo pri ekipah v najvišji prestavi. Seveda, v sodobni Formuli 1 ni dovoljeno menjati razmerij med eno in drugo dirko. In če pogledamo ta graf, vidimo, da najdaljšo višjo prestavo imajo pri McLarenu, kar pomeni, da res v teoriji lahko dosežijo najvišjo končno hitrost. Njihov pospešek je slabši, ampak če imajo, naprimer, bistveno nižji zračni upor od ostale konkurence, bi se lahko to tveganje tudi splačalo. A zanimivo je videti, kje so ostali favoriti: Ferrari, Mercedes, Red Bull. Lahko bi dejali, da nekje tam v povprečju, ampak to kot zanimivost, ki nam lahko pove marsikaj. Seveda, na ravninah v Bahreinu bi lahko bil McLaren v prednosti, ampak dirka bo pravi pokazatelj.
V prispevku pred kvalifikacijami se, kot že sam naslov pove, ukvarjamo bolj s kvalifikacijami kot s tistim ritmom na sami dirki. In kaj moramo vedeti na samo konfiguracijo proge? Drugi sektor je seveda tisti del, kjer je potrebno imeti izjemno uravnotežen bolid, ampak bistven je tretji. Na tem delu proge lahko pride do pregrevanja same pnevmatike in to pomeni takojšnjo izgubo oprijema. Če je voznik preveč agresiven, če želi dobesedno doseči malce preveč, gre lahko takoj temperatura pnevmatike v tisto nezaželeno območje in krog je pokvarjen, ter tudi set pnevmatik. Zato v tretjem sektorju bo bistveno boljši čas dosegel tisti, ki se ne bo pognal takoj v tiste prve zavoje in skušal doseči kar se da dober čas. Potrebno bo biti malce potrpežljiv. Tudi na to bo potrebno biti pozorni pri samem spremljanju kvalifikacij. In verjamem, rezultati prvega prostega treninga so marsikoga izmed vas presenetili. Najboljši čas za Daniela Ricciarda in njegovega Racing Bulls. A treba se vprašati, koliko so res relevantni rezultati prvega prostega treninga na letošnji veliki nagradi Bahreina. Običajno poudarim, da v vsakem primeru prvi prosti trening ni relevanten in tokrat še toliko manj. Marsikdo se bo sedaj začel spraševati, zakaj. Daniel Ricciardo je dosegel čas minute, 32 sekund in 869 tisočink, kar nam tako ne pove absolutno nič. Ampak lani na prvem prostem treningu je bil najhitrejši Sergio Perez. Njegov čas minuta, 32 sekund in 758 tisočink. Zaokroženo, poenostavljeno, lani je bil Perez desetinko boljši kot Ricciardo letos. In to nam že pove, da na prvem prostem treningu zagotovo niso šli na polno. Zato je bistveno pogledati rezultate drugega prostega treninga. In tokrat je slika popolnoma drugačna. Vidimo lahko že na prvi pogled, da so časi letos bistveno bolj konkurenčni od lanskih. Če primerjamo lestvici, bomo takoj ugotovili, da najboljši dosežek je bil letos nižji za približno 6 desetink. In seveda prvo presenečenje sta oba Mercedesa tam spredaj. Nismo ju videli v takšni formi, ne na predsezonskih testiranjih in pravzaprav mnogi izmed nas so že malce dvomili v dvojni V15. Ampak gre za prosti trening, kjer bomo videli, da na kvalifikacijah se lahko spremeni še marsikaj. Carlos Sainz mlajši v odhodu iz Ferrarija je zopet pokazal, da kar se tiče karakterja, je še malce dozorel. Vidimo ga tam pri vrhu, medtem ko Charles Leclerc se malce skriva v ozadju, ampak na samih kvalifikacijah bi lahko dejali, da bomo videli rahlo drugačno sliko. Tudi oba Red Bulla še zdaleč nista pokazala vsega. Namreč tu lahko sumimo, da je bil Perez skorajda tako počasen ali tako hiter kot Albon, zato lahko pričakujemo seveda boljšo formo. In tudi McLaren ne smemo kar tako odpisati. In kakšni bi bili lahko zaključki glede na rezultate? Prvič ta, da so ekipe malce bolj poravnane, bistveno bolj kot na začetku lanske sezone. Ne smemo pozabiti, da med prvimi se je znašel tudi Fernando Alonso, ampak tam je bil tudi lani. In ne smemo pozabiti na Nika Hülkenberga, ki je proga, ki mu verjetno leži. Ampak glavno bo videti, kako se bosta tudi ona dva odrezala takrat, ko bo šlo zares. Sam Haasa ne stavim v prvo deseterico, Fernanda, Alonsa pa zagotovo, ampak menim, da vsekakor v boju za tista najboljša štartna mesta bomo videli
Mercedesa, seveda Red Bulla in ne bi izključil niti Ferrarija. Prijetno presenečenje bi bil lahko McLaren. A o tem in še marsičem drugim se bomo pogovarjali v naslednjem prispevku. Danes za prispevek pred kvalifikacijami je to vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.